maratoncem čist drugače. Čas teče. Cajt laufa. Ne poznam maratonca, ki po maratonu ne bi rekel, zdaj bom pa 2 dni frej. Čin. Na zdravje. Čin. Če kar začeti, no da, veš kaj? Za Žežik. Jaz se malo pohecam takole, pa rečem gostom, lej, da ti ne bo slučajno naroden, pa to, zdaj bom malo prebral o, titulah, funkcijah in tako naprej, ne. In pa ti to prebereš. Pa, ne vem, da se pa sprašujem, a se tebe sploh da v zadrego postaviti? Siguren. Siguren? Mislim. Ne. Kaj še Jaz mislim, zdaj, pojence da dol. Mi pa bi rekel, da soseda to skozi dela. Ne, mislim, zadrego. Da me popravi, če kaj ni resno. Jaz sem naredil malo poizvedbe. Veš, sem si vzel čas. Ti sam govor, da je Organizator tekaških prireditev. To je res, ne? Ja. Drži. Nočna desetka na Bledu, recimo. Tako je. Publicist, ki o teku piše za več prostočasnih revij. Tudi to je res. Ja. To je Tek plus, tekač si. Tek plus je že umrl, ampak ja, tako. Okay. Predavatelj na temo teka. Tudi to sem počenjal, ja. Avtor knjige Zagret za tek, jo imaš s sabo, nimaš? Ja, ko sem zdaj, a nimaš ti moje knjige? Ti imaš pa mojo, ne zdaj. Fakt, kaj se ti poslal? Gostitelj edinega tekaškega podcasta pri nas. Še edini. Zdaj, a so to stari podatki? Ne, so neki podcasti, ki se pojavljajo, tudi tvoj recimo na to temo, a ne, se imaš tudi tvoj goste. Vem, da so še novi vznikajo na temo trail teka vmes, pa tako naprej, da je bil striktno tekaški, še kakšen drug, ne vem, ampak sigurno so občasno ali pa bodo, zdaj ko prej, hvala Bogu, jaz sem se že naveličal, tale voz tišče naprej. Moderator na tekaških prireditvah. Tudi to počnem, ja. Predsednik društva Vitezi dobrega teka. Že, ja, Since 15 let, po mojem, najbolj. 15 let. 15 let sigurno, ja. 15 let, ja. Član upravnega odbora atletskega kluba Ultramaraton Slovenija. Ja, še vedno. S ponosom, tako. Sem, ja, sem. Pa inovator v teku. Preizkušal si kaj, bosonoge tehnike. To že pozabil malo, kaj? Ne, nisi. Sem tudi inovator, češ mi, kaj so uporabljali se. A to že snema zdaj ali ne? Ja, valjda. Inovator v teku. Rekli so mi, čakaj, promotor. Se še nisem zaključil. Bosonovega teka. Rekli so mi, evangelist bosonovega teka. Evangelist bosonovega teka. Celo zapisal sem si evangelist. Evangelist, okay, nore stvari. Tam je dobra. Udeleženec vseh ljubljanskih maratonov. 28 and counting, ja. Bravo. Tož pa pol, a vidiš, kako boš lahko razložil razvoj ljubljanskega maratona? Do 15. sem bil na najdaljših razdaljah, potem za 16. nisem bil več pripravljen, pa poškodovan sem bil, ampak vsem sem šel, pa sem rekel, ta niz prekinem 42 na Ljubljani, ampak vsem moram iti, pa sem šel na polovičko in potem sem šel na nekaj polovičk, pa sem šel spet na maraton, pa polovička maraton, tako da točno ne vem, kakšen je razrez, a imam že 20 maratonov v Ljubljani, pa 8 polovička, tam nekje mora biti. Vem, da je ostalo na maratonu, mislim, da zdaj 4 ali 5 še borcev, ki so bili na vseh 42-kah, takih, ki smo bili pa na vseh izvedbah katerekoli razdalje. Ne bom če se zlagati, ampak okrog 30 nas je pa sigurno. No. Tako da sem mogoče med mlajšimi, pa nisem več najmlajši. Ja. Ampak bom še kakšno leto. V glavnem vse to in še več, Marko Roblek. Dame in gospodje. Kva bova sploh, kje se čva lotati, razumeš? To je to enih zadev. Kje čva iti globje? Kje čva začeti brskati? Jaz sem največjo težavo pri svojih podcastih, da napišem si vprašanja, pa si jih zmeraj napišem preveč. Ja. In potem sem nehal pisati vprašanja, pa sem si začel pisati iztočnice, ker ponavadi debata sama steče, vse veš. Ne? Seveda. In imam zmeraj preveč iztočnic. Zdaj sem rekel, da se bom nehal pripravljati, pa bom šel pred kamero, pred mikrofon, čist natur,
pa bom debato Joe Rogan style. prožil čisto sama. Ne? In to sem naredil 2-krat, Ja. zdaj pozornejši poslušalci bodo mogoče vedeli, Sami ugotovili, kdaj kateri je dve to epizodi bilo. sta Ja. to bili, pa nista bila slabi. Ampak vseeno, no, včasih se zdi, da posebej, če delaš stvari, ki jih rad počneš, pa jih malo poznaš ali pa kar dosti poznaš, da mogoče, razen če te človek res zanima, mene ljudje zanimajo, rad se pripravim, če te bom kdaj imel v podcastu David Privšek. Upam, da bom to delal še nekaj časa, ko boš zmagal na teku na Limbarsko goro. Prvič, ko zmagaš, Če bo to pogoj. prvič, ko zmagaš, si moj gost. No, takrat se bom podučil tebi. In včasih, no, ko beremo človeku, ki me zanima, najdem kakšno podrobnost, ki je potem tista, s katero se daj speljati, recimo. Meni je tale res fascinantna, da si bil prisoten, razumeš, vsako leto na Ljubljanskem maratonu. Ker greva lahko takoj eno informacijo poiskati, koliko je bilo to v štartu ljudi, toliko in toliko let nazaj. Zdaj jih je bilo, se tudi ti bolj veš statistiko, za letos jih je bilo koliko, se si bil tudi, ne? Letos No, nas koliko je je bilo bilo, vseh uraden podatek štarterjev naj bi nas bilo na vseh 3 nedeljskih razdaljah čez 15,000. No, tako je. Nisem šel pa res pogledat potem število finišerjev, ampak nekaj manj, sigurno, ampak ne bistveno manj. Ni to rekordna številka v Ljubljani, je pa blizu tega, skupaj več kot 20,000 tekačev v vikendu, kar je, če bi bili to sami Slovenci, več kot % slovenske populacije, ker je res fenomen v svetovnem smislu, katerega koli maratona. Prvo leto nas je bilo pa na štartu na 7, 21 in 42, jaz sem imel na 42, skupaj 673, če sem si prav zapomnil to številko. Maratoncev nas je bilo pa okrog 170. Ja, kaj to je pol Jurija? Hočem reči, 673 vseh tekačev. Vseh tekačev? Od tega 170 maratoncev, kar je bilo okay. za tiste čase, za leto 96, kar velika številka, glede na to, da danes imaš maratone v Sloveniji, se jih ni veliko, ki ne dosegajo te številke na 42 km razdalji. Veliko, ampak vendarle malo, meni je bilo noro, ker to je bila največja prireditev praktično, na kateri sem do takrat sodeloval, saj nisem na veliko njih bil pred tem, no in potem se je to razvijalo. No, tako da sem ta razvoj Ljubljanskega maratona spremljal iz prve vrste. In kaj je tista bistvena sprememba? Pustva zdaj število udeležencev. Kaj je tisto, kar ti najprej pade na pamet? Od leta 96 do leta 24, količina ljudi prav gotovo. Ja, količina ljudi, druga stvar. To je pa mesto, ki recimo diha s tem dogodkom. No. Takrat smo bili pač neki posebneži, ki smo se tam čez Rožno dolino podili na podotik pa nazaj, ob cesti je bil komaj kdo, prometa ni bilo veliko, danes ga je ogromno, recimo danes zapret cesto je, verjamem, bistveno večji logistični zalogaj organizacijski, kot je bilo to leta 96, ko smo se spraznili z tiste ceste po 4 urah. Pogledaš fotko z leta 96 pa danes, pa gleda tista, da bi gledal 100 let staro fotko. Res neverjetno, ne samo oprema na tekačih. Jaz sem tekel še zdaj se spomnim v Kavakah. Skoraj da, treniral sem v odrezanih Kavakah, potem sem dobil v eni trgovini športni ene maratonke, tiste hlačke, potem majico, mislim, da sem imel. Tako. Nekaj v tem stilu verjeten. Prav to pa copate dvoranske, za nek rokomet, neki tazga, ki so me požule ko pri norcih, ker sem jih kupil tem prej, ker prej sem neki... V tem si šel na 42. V tem sem šel na 42, ne slabo. Čuden, da si hotel losati, pa bo začeti laufati, razumeš, ker je bilo boljše. 15 let kasneje, 13 let kasneje sicer, ampak skoraj bi rekel, da zametki tega so bili. Hočem reči, pa nisem bil, bom rekel, nek posebnež. Jaz sem se vzrl okrog sebe, razen tistih nekaj od spredi, kot so bili, ne vem, Šalamun, pa Kejžar, pa podobni, ki so bili atleti. Ostali smo pa bili vseh koncev in krajev, ki smo vlekli tisto sintetiko, kjer ko smo jo pa dobili in v tem tekali in to je bilo to. Kjere gele si je takrat? Takrat beseda gel ni obstajala. Gela ni bilo niti v obliki žajfe, niti v obliki cukra za konzumacijo, niti ničesar. Gel kot tak ni obstajal. Kaj je bilo pa na okrepčevalnicah? Kaj si lahko dobil?
kocke sladkorja. Okay, vidiš, to je tudi zdaj. Kocke sladkorja so bile kakšne banane, pomaranče narezane, to je bilo voda, pa mogoče kakšna izotonična reč zmešana. Se ne spomnim, kaj sem takrat pil. Nekaj z okusom, prav gotovo je bilo in to je bilo to. Kakšen piškoč je mogoče. To, take zelo bazične osnovne stvari. Ne. In to so bili tvoji začetki ali začetki z tekaškimi prireditvami? Ti si laufal verjetno že predtem. Kdaj si začel laufati? To morava skoraj čistiti. 92, se pravi 5-6 let prej. 4 leta predtem, 4 leta sem rabil, da sem šel na svoj prvi maraton. Zakaj sem toliko časa rabil, da sem šel na svoj prvi maraton? Ker ga prej niti ni bilo, oziroma si nisem upal videti. V Radencih je bil prej maraton, drugega pa ni bilo v Sloveniji, recimo resnega maratona. Pa tudi takrat mogoče ne bi šel. Jaz sem tekljal prva leta. Tekljal. Mislim, za današnje pojme bi to tempo tek. Ampak hočem reči, sem šel enkrat gledati. Dnevnike sem si pisal, zveščiče sem si kupil in sem si not zapisoval dnevne treninge. Tek je pač 10-kilometrske zadevščine, ki sem jih opravljal v 45 minutah, 48. Danes je to zame resen trening, če grem to. Takrat je bil pač zame nek tekec, ki sem ga opravil 5-6 na teden. Se je bil priden pol. V tistem zadnjem letu, tako prej, to je bilo, vedeti moraš, jaz sem začel teči, ko sem šel na faks, leta 92, to je bilo, lažem, začel sem zares teči, ko sem šel v srednjo šolo, ko sem šel na faks, sem začel na maraton, ko sem šel v srednjo šolo, pri 15 letih, tisto leto prvo sem začel teči poleti, ampak srednja šola med letom ni dopuščala veliko časa za trening, pa ne zaradi študijskih obveznosti, da se razumemo, niti zaradi dela doma, da se razumemo, ampak zaradi stvari, ki jih pač vsak 15, 16, 17 letnik mora početi. Pa se jih spomni ali pa ne, mogoče vseh, pa več ne bova. Ma suha usta, zdaj, ko o tem govorim. Glavno, med letom se pač ni teklo, med poleti se je in po 3 takih poletjih sem potem začel tudi čez zimo teči, potem sem šel na faks, potem sem videl prvo leto faksa sem zaključeval na teletekstu Televizije Slovenija. Teletekst, prav. Za vse gledalke in gledalce, ki so mlajši od 50 let ali po 40, teletekst. Una je tvoja. Una. Nisem več tega, kot vidite. Teletekst. Kako bi razložil teletekst? David, kako bi razložil teletekst? Od svojim otrokom. Ti si bolj v IT-ovskih vodah, pa informatik, pa to. Kako je? Jaz sem delal kaj en Tetris, iz katerega celo lahko kakšno informacijo razbereš, veš, ne? Niso samo kocke, ki padajo dol, ampak celo nekaj piše. Internet na televiziji, jaz ne vem, ko bi tem rekel. Jaz sem delal tudi na televiziji, eno sezono se spomnim in sem bil zadolžen na lokalni televiziji in zadolžen tudi za teletekst poročila in to je bilo hecen, na kakšne mašine smo to pač not vnašali, da se je potem na gumbu, ki si ga imel na daljincu, odprl tekstovno okno in tam si premikal s komandami novice, politika, šport, to še obstaja, dejansko obstaja, sem videl na televiziji pri materi, da to obstaja in tam si dnevne novice lahko bral in tisti teletekst sem jaz enkrat prižgal in je bilo pod šport, v Ljubljani bo konec oktobra maraton in jaz tisto berem. Staničeva 41, sem se zapomnil, tam se lahko prijavite in ko sem šel naslednjič v Ljubljano, na faks, to je zelo blizu ekonomske fakultete, ker sem študiral, sem se zapeljal do Staničeve, poiskal 41, šel v hišo, ker je timing še zdaj stacioniran, pa Pušica dol v klet, gremo v klet, potrkam, tam je bil gospod za eno mizo, me vpraša, kaj hočem, sem rekel, prijaviti sem se prišel za maraton, pa me gleda, pa reče, koliko si pa ti star, pa jaz rečem, 20 bom zdajle, ok, na koliko pa te pol damo, na 7, ne, na 21, te me 21 pisal, pa se rekel, ne, 42, prosim, pa me gleda, 42, koliko si jih pa že prelaufal, nobene še, koliko imaš pa 21? Po mojem, da nobene še. Ti bi šel na 42, ne bom te barjal. In sem se prerekel z njim, po mojem, tam 5 minut.
da sem se že tja prišel prijaviti, da sem polnoleten, da želim teči 42, da garantiram, da bom, da podpišem izjavo, je rekel, tukaj podpišem. Že za prvo izvedbo smo mogli imeti neko normo, če tako pogledaš. Norišnica. Že tako sem šel v strahu spoštovanjem tja in sem se prijavil na tisti maraton in vse ostalo po zgodovina. No, in sem bil s tem pač okužen in že z tega, no, ker je bil to moj prvi tako uradni tek, pa moj prvi uradni maraton, zdaj vsako leto to počastim, rečemo. S tem, da imam še več razlogov, zdaj jih imam cel kup, no, da grem tja in... Samo letos si bil prav eni posebni upravi. Smo neki noši, ali kako je bilo letos? To pa počnemo. To je pa še en razlog, zakaj moram iti na Ljubljanski maraton. A je to ta vitezi dobrega teka? Ko smo vitezi dobrega teka, ja. Kako je do tega prišlo? Kako je do tega prišlo? Zdaj smo ugotovili, kdaj si začel laufati, ti zakaj, konkreten, mogoče še obdelava, a ne? A veš, kaj te je pripeljalo do tog dolgočasnega športnega početja, kot je tek, ne? In da še vedno strajaš v njem. Zdaj me pa zanima me tole. Bo tisto kasneje, v drugi uri najnega pogovora bo obdelala razloge zakaj. Vitezi dobrega teka so nastali kot društvo, ki je izšlo iz skupine sodelavcev na Bledu, v IT firmi smo bili Perftek, smo se našli, mislim, da je bilo takrat 7 ali 8 tekačev, ki smo vsak po svoje nekaj tekali, potem se odločili, da bomo skupaj šli malo po tekaških prireditvah in smo šli po Sloveniji, potem tudi v tujino, Dunaj, vem, da smo šli Pariz, Berlin in se pogovarjali, da bi z tega lahko naredili mogoče neko asociacijo, neko formalno društvo, ker bi, kot smo videli po tujini, lahko tudi sami mogoče kaj organizirali. To smo mladci, 30-letniki, še mlajši, no, kot 30. Itak je bil največji problem, kako si ime določiti, vitezi dobrega teka. Zdaj sem že mogoče malo pozabil, ampak na nekem pikniku smo se to dogovorili, mogoče že po kakšnem pivu ali dveh. To se je potem obdržalo, to znamko smo registrirali, tudi z namenom, da imamo svoje društvo, s katerim lahko delamo svoje dogodke. No, prva stvar, že po pol leta je nastala Nočna desetka, ki je ratala pa tudi na večjih tekaških prireditev v Sloveniji. No in mi pa še zmeraj ob tem, kar smo delali, smo zahajali pa v tujino na maraton. In ko greš ti v tujino že takrat na maraton, te nekaj preseneti, ne samo količina ljudi. Recimo, če greš v Rim, če greš v Istanbul, greš v London, greš v Berlin, Pariz, preseneti te, koliko ljudi na teh maratonih jemlje maraton tudi kot zabavo. Kar slovenskemu, bom rekel, rekreativnemu tekaču ne gre lih skupaj, na maraton se ti pripravljaš, na maraton do maratona imaš neko spoštljiv odnos. Ja, tako. Tam imaš ti uro, na premo. pol garaški že skoraj. Na vsak način, ti imaš tapering, ti imaš carboloading, ti imaš počitek, ti greš tja, daš vse od sebe. Ne greš polovičarsko tja, ker če greš tekmovati, greš za res. Ampak tujini pa ni tako, ne? Posebej tam, ko so Američani mogoče malo prenesli to svoje dojemanje, tudi če tečeš 5 ur, pa 6 ur, pa 7 ur, važno, da doživiš ne samo okolico ljudi, mesto, da morda s tem, ko tečeš, tudi če ne zmoreš hitro teči, tečeš za nekoga, za dober namen in tako naprej. To se ta dobrodelnost, pa mesto, pa družba, se prinese, da se veliko ljudi pa na teh maratonih šemi, oblači v akcijske junake, v risane junake, nikoli ne bom pozabil na Parizu, na maratonu, ker mimo mene preleti najprej šalca za kofe, pa čajnik za njo, mislim, da ste imeli 30 metrov razlike, ker čajnik ni mogel slediti. Hecan, pa pol kečap, pa Spiderman in tako naprej. In to je zgleda, meni je bilo to fascinantno in mi, ker smo bliže, skozi malo, rekel, tudi družba kot taka zaboljači. Tako je. To moramo mi poskusiti še na Ljubljana maraton. In prvič smo poskusili leta 2008, smo se oblekali v viteze, kot vitezi dobrega teka, smo se našemali z meči, pa z ščiti. Ja, guzari ste bili, nekaj. Prvi smo bili vitezi, Okay. In se v tisto našemimo in koliko nas je bilo, niti ne prav veliko. In to je bilo super, ne? In ljudje so nas opazili in so rekli, bravo, fantje, mislim, kaj ste vi, mi smo vitezi. Ja. Ne vem zakaj, no, potem naslednje leto smo rekli, letos se moramo tudi našemiti,
ampak da ne bomo isto kot lansko, dajmo nekaj drugega najti. In smo bili smo bili klovni, pa naslednje leto potem kuharji. Sprav, tematika se spreminja. Tako, in smo pa smo bili kuharji, pa smo bili vikingi, pa smo bili jamski ljudje, takrat sem že bosi laufal, že v tistih štrikcih, pa smo bili minjoni, recimo, pa pirati in tako naprej. Tematika, ki smo najprej bila tako zabavna, ali pa s kakšnih risank, pa bila malo aktualna. Tako je Slovenija osvojila evropski naslov v košarki septembra leta, spomni me, katerega? 17. Bravo. Ker je dizajn pošla fotka po 7 letih. 2017, kolega Igor je bil takrat celo dol v Istanbulu na tekmi in mi se odločamo potem oktobra, kaj bomo, in čisto logično, da žoge. To leto se pa počastimo na naše košarkaše. In jaz sem poklical našega majstra, ki nam je delal majice, te viteške rumene, vitezi dobrega teka, sem rekel, jaz imam posebno naročilo za tebe. Rabam ducat dresov košarkarskih, ki imitirajo slovenski dres, gor da še naš viteški znak. Takrat smo sponzorja uspeli pridobiti, da smo še sponzorja dali gor. Celo to, da smo še nekaj evrčkov za to dobili, se oblekli. Jaz sem šel kupiti žoge, se mi zdi, v Sports Direct takrat. Ni bilo še Decathlona. Zraven nas je bila tudi deklica, katere mož je bil del reprezentance, mislim, da kot fizioterapevt, je prinesla še zlato medaljo. Njegovo zlato medaljo, ker tudi fizioterapevti so dobili, oziroma ekipa je dobila. In nas je bilo, koš smo prevlekali, in ti so otroški koš, res. Igor, ki ni tekel v selektor. In jaz sem, takrat še 42 km sem tapkal žogo. To je bila ena, tako je. Za trening sem šel enkrat, se spomnim, Nisem naredil korakov. Sigurno več kot enkrat. Ampak sem jo tapkal. Naredil sem si iz neke take mrežice, sem si naredil en ruzak, da bi jo nosil. Sem rekel, jaz sem tapkal. To bi mogel pri Guinnessovi knjigi rekordov pozanimati se, če to se čas. Obstaja in mislim, da je rekord krepko po 3 urami. Krepko po 3 urami. Mislim, da 2 uri pa pol, mislim, to so nore številke, to ne boš verjel. To delajo vsako leto. V Londonu, v Berlinu imajo prav kategorije, prav povabijo pred maratonom tekače, ki bodo postavljali Guinnessove rekorde v teh odštekanih kategorijah. No, ampak jaz sem takrat naredil to mrežico, zato da bom žogo, ne bom mogel več tapkati žoge, jo dal v to mrežico, pa jo nosil na hrbtu, ker to je naporno. Jaz tapkam 20 km, dam to mrežico, en kilometer s tem pa meni to opleta norišenca, jaz dam dol, pa sem tapkal naprej in sem naredil, tisti maraton sem naredila s kolegom takrat, v 4 urah pa pol, žogo vrhunsko je bilo. Ne boš verjel, kako lahko je žogo tapkati, se večino cajta ta žoga je tako v luftu, da se dobija. Poželi smo, posebej tam, ko smo šli čez Kodeljevo, se spomnim, neverjetne ovacije, ker to so pa vsi vedeli, kaj smo. Vsi so vedeli, da smo košarkari in folk je bil totalno navdušen. To je res, tiste fotke, mislim, da je bila ta fotka Vida Ponikarja takrat v vseh cajtangih, ker sem se med tekom ujel, res vrhunska fotka. No in tako naprej, tako da smo bili, lansko leto smo barbivali zajeli, pa smo bili barbike. Letos ste pa imeli neke noše, ne? Letos smo pa, ker je se še ena stvar, poleg Valentinovega, pa Halloween prijela v naših krajih, to je Oktoberfest, zakaj je narabo gibati, in jaz vidim en plakat septembra, Oktoberfest v Vodicah, ne vem kje, v Moravčah, jaz vidim tisto fotko, pa rečem, pa sem sam napisal v naši skupini, kaj pa če? No-brainer, je bil no-brainer. Se pravi, na ljubljanskih maratonih se zabavate. Ne, v tem kontekstu. Pa tudi na ta način verjetno koga še prvabite zraven. Ne? Mogoče sprva kot za zabavo, pa ne veš, kaj se z tega razvija. Ne? Se pravi, kdaj si pa pol ti tele svoje mega rezultate, dejansko dobre rezultate tekaške postavljal? Če se zadnja leta ali pa v okviru Ljubljanca recimo se bolj hecate. Ja. Kdaj si
Kdaj ti je uspel prelaufati maraton pod 3 urami? Ne pod 3 urami, 2 ure 52. Pa, jaz sem se to kar zapisal, si to nekam si moram napopati. 1,16 pol maraton. Jaz mislim, da folk tega ne ve. Da se ti ne hecaš, ne? Nisi se sam hecel vedno, ne? Se ti zelo resno laufal. Jaz, Kako ti je to ratalo, pa kdaj ti je to ratalo? Evo? dobro vprašanje, mislim, enostavno vprašanje. Jaz se rad pohvalim, rad povem. Se vem, sam ne bi šel tega. Jaz razlagati, zato pa jaz izpostavljam zdaj, ne? Upam, da te ne spravljam v zadrego. Ne, mislim, jaz ne skrivam teh rezultatov, ne, hvalim se več z njimi, ker je od teh rezultatov Koliko je to časa? 25 let. Aha. Ja. Recimo, moja sezona je najboljša bila 1999, predstavljaj si, da si mlad fant, pa da rad teče. 25 let nazaj, sprav 7 let bi star. Zdaj bodo tiste punce, ki tole gledali, povedali svoje prijateljcem in se bodo vse preklopile gor in si dobil še 16 gledalk več. Hecam se. Ni težko biti mlad, pa malo teč, pa dosež dobre rezultate, pika. Tako da vsem, To so res dobre rezultati. No? Zato vsem je ki treba se kar malo spogledujete s tekom, pa se spogledujejo, pa ste mladi v 20-ih. Zato jaz rad rečem, no, pa se rad pohvalim, jaz sem svoje tekmovalne ambicije na en način, pa najboljše rezultate izživel v svojih 20-ih in mi morda v 40-ih zdaj ne trka skozi po glavi, da moram biti pa vsak dan boljši, pa doseči ta rezultat. Sej, ne da me je tekmovalno zapustila, da od tega med korono sem imel spet svoj stint, pa sem naredil eno sezono, potem res malo bolj intenzivno, pa vem, da lahko, pa mislim, da vsak, ki je kdaj tekel, posebej pač, da ženske, ne bom govoril moški, rabi nekaj samo potrditev, da še zmer lahko oteče kilometer po 4 minute na kilometer ali pa 10 po 40 in tako naprej. Ampak pustimo to, no, jaz hočem reči, večino tega sem izživel po svoji mladosti in zdaj vem, da teh rezultatov ne morem več preseči in sem pomirjen s tem, da sem mogoče ti svoj potencial izživel, čeprav, kot je zadnjič rekel Roman Kežar na prenosu na televiziji v Ljubljanskem maratonu, če bi pa jaz imel leta 2000 pa karbonske copate, bi šel pa 2,8, ne 2,11. Če bi jaz imel karbonske copate, pa so to opremo leta 99, bi šel tudi 2,45, 2,42 mogoče, 1,14 na polovički, kaj pa vem, ne? Ampak pustimo to, nepomembno, totalno nepomembno. Organsko, recimo, sem takrat napredoval, jaz sem začel teč, leta 92, 96 prvi maraton, super, to mi gre, grem naslednje leto spet, vmes treniram vsak dan, ker mi je bilo všeč, 10 km, 15 km, pa pridem do 3 ure 20, pa pridem do po 3 ure, pa bom še mal. Sprav konsistenca. Si redno laufal, ne? Toliko in tolikrat na teden, pa samo to je, pa mlad si, mlade noge imaš, časa. Lahek si, časa imaš, mislim, takrat sem študiral, študiral sem, sicer sem imel delo doma, ampak vseeno tisto uro na dan, najmanjši problem vzeti, ne, hočem reči, tudi če smo v nedeljo teč 20 km, tudi če smo v soboto malo žurali. A sva v stanju zdaj, da razloživa, zakaj se te tek tok oprel? Zdaj, jaz mislim, da ima koliko je tekačev, toliko je razlogov, zakaj tečemo, recimo, jaz sem bil kot otrok, mladenič, zelo lev za šport, to je prva stvar, ne. V šoli, kamor sem zahajal, je bil rokomet tisti skupinski šport, ne, zato ker smo imeli eno olimpiko iz jugoslovanskih časov na tisti šoli in njen, mislim, da brat je bil naš športni učitelj in rokomet je bila prva stvar in jaz nisem bil takrat niti med najvišjimi v razredu, kaj šele med najmočnejšimi in punce so bile vse večje in pa smo s puncami igrali so na stovkljah, sem rokometu, meni se je skupinski šport, fuzbal, sploh 2 levi nogi sem imel, bog ne daj, da bi se jaz športom, kar jaz nisem bil športen človek, ne, tudi nisem bil ne agilen, nisem bil ne spreten, nič od tega, ne. Šport se je meni upiral, ko pa sem pri 15 bolj za hec, ker ne, enkrat probal steči tam okrog lokalne naše gmajne, to je bilo 2 kilometra nekaj tazga,
mi pa všeč ratalo. Je bilo pa to način gibanja, kjer sem sam diktiral pogoje, ker nisem bil odvisen od nikogar, ker me nobeden ni, bom rekel, ocenjeval, kvantificiral, nisem doprinesel ali pa odprinesel ekipi ničesar, sem sam sebi, ker pa očitno sem tak človek, tudi skozi druge segmente, zdaj gledam življenja, sem bolj samosvoj, težko prenašam še nekoga, da mi nekaj govori, kaj moram početi, pa na kakšen način, to je lahko tudi slabost, ali prednost, kakorkoli pogledaš. No, v glavnem, in v teku sem jaz takrat mogoče najdel to svobodo, pa ta način, jaz sem tudi lahko športnik, ali pa športno aktiven, ne da bi pač pri fuzbolu sedel na klopi, pri košarki, bi me pa polomil, ker pač ne znam niti žoge držati, kaj šele kaj drugega. Tako da, mogoče bi ta način, potem sem, ker me je ta šport na en način zanimal, na televiziji videl nek prenos, jaz smo črno-belo televizijo, ne bom nikoli pozabil, prenos neke lige oziroma mitinga iz Ciriha, pa potem olimpijske igre leta 92 iz Barcelone, jaz sem gledal tisti maraton s takimi očmi, pa tek na 10.000 metrov, Khalid Skaj je takrat zmagal, žvižgal so ga, ker moj kolega, ki 2 kroga zaostajajo, pomagal in tako naprej. Spomnim se tiste dirke, takrat tistih olimpijskih, mene je to tako fasciniralo, mene je ta tek, pa ta drama, pa maraton, kdo bi si mislil maraton, jaz sem gledal maraton, pa to sem že tudi popisal, pa govoril neštetokrat, kdo je bil v Barceloni, ve, kje Monžujk, pa kakšen je tisti vzpon tam gor, ko sem gledal tistega Japonca pa Korejca, to je bilo zame totalna romantika, to je zame ultimativno tam puščati znoj, se boriti. Mislim, mene to toliko ne navdušuje. Gledanje je vedno romantika. Jaz tega nikoli ne bom prelaufal maraton, ampak je tako dobro to delati. Prelaufal pa ni samo maraton, ampak si šel še dlje parkrat, ne? Prelaufal si tudi 75 kilometrov in to v 7 dobrih urah, ne? Pa 100 kilometrov v 13. Tu pa tako, pa 4-dnevni tek, 240, Translovenija. A te je to pripeljalo pol do tegale člana upravnega odbora atletskega kluba Ultramaraton Slovenija? Je to dolga zgodba, na tem mestu pozdravljam vse člane Akusa, posebej predsednika Mirka Mikliča, s katerim, deva reči tako, Mirkota sem spoznal, ki je zdaj predsednik, na Transloveniji 2010, ko sva tekla v 4 dneh, vsak dan 60 kilometrov, tam sva se spoznala. Par let kasneje je Mirko, ki je postal potem izvrsten ultraš, Špartatlon in tako naprej, pa Nataša Romnik, ki še vedno je najboljših slovenskih ultrašic, sta imela idejo, da bi Slovenija potrebovala klub ultramaratoncev, da bo lahko po slovensko zastavo nastopil na večjih tekmovanjih, kar prej ni bilo mogoče, če ni kluba. Atletska zveza tega ne pripozna, pa mednarodna zveza tudi ne. In iz tega ven smo se takrat povezali, jaz sem imel kontakte na Atletski zvezi tudi in sem pristopil zraven k projektu, da bi to ustanovili in skozi to, ker sem poznal te ljudi, pa mi je rekel na en način, tudi ultratek, pa nisem ultrašil v klasičnem smislu, čeprav vsak se kdaj, pa se sam veš, vsak kdaj poskusil maraton. Ja, kako pa zgleda še tistih par dodatnih kilometrov? Je maraton, mislim, čut maraton, želim maraton še kdaj poskusiti, vsak, ki je kdaj poskusil kakšno ultro, sanjari, kako bi proteč Špartatlon in tako naprej, pa poskusiti kakšno 100, zdaj veliko se pogovarjam za ultra trailaši, to je tudi posebna disciplina, recimo, in vem, da vsak, ki gre v trail, slej, ko pride na 100, pa hoče 100 milko, nekako te povleče to, ker smo tako posebni ljudje, drugače ne laufali maratonov, tudi ne ultramaratonov. Cele Logarska sem vesel, da sem ga odtekel v tistih letih, ko je bil še organiziran v starem sijaju. Tisto leto sem bil, bom rekel, ko sem se pripravljal za Translovenijo v dobri formi, sem tekel to v 7 urah. Zdaj so spet uživili to dirko, tako da mogoče pa še kdaj šel, kaj pa vem. Kaj pa z nočno desetko? Nočna desetka je naredila 17, izdaj, priviharila je korono, težke čase. V zadnjih 2 letih se na Bledu nekako ne najdemo, s tem, kar bi mi želeli narediti iz projekta,
izmerjala moja želja, da je včasih treba kakšno stvar spremeniti, obrniti na glavo, osvežiti. Težko je to na Bledu, ki ima ogromno, rekel, tako obiskovalcev kot drugih dogodkov, kot omejitev, če smo že pri tem. In na silo pač ne želimo iti v največjo gužvo na Bledu takrat, da bi izkušnja za obiskovalce, naše obiskovalce, ne bila optimalna, možda tudi zaradi tega se tle zdaj pač ne način, ne gremo z glavo skozi zid, kot bi mogoče šli pred 17 leti, ko sem bil star 30 let, je bilo vse lažje. Tako da zaenkrat je na stand-byju. Ne bom rekel, da je nikoli več ne bo, mogoče še bo, mogoče v drugačni obliki, zaenkrat na stand-byju pa bomo videli, kaj bo. Tudi druga lokacija mogoče. Zdaj tako je, ta format je bil dejansko narejen, mi smo živeli, delali na Bledu, tam smo tekli, tam smo ta koncept ustvarjali in rodili in zasnovali in nekako je postavljen v tisto jezersko skledo blejsko. Je cel kup nočnih tekov potem nastali po Sloveniji, so še živijo, zdaj da bi nočno desetko predstavljal, ne bi bila več nočna desetka, se mi zdi. Če bomo karkoli delali drugega, kje druge bo, ki se je imenovalo kako drugače pa sem izjemno ponosen in vesel, teh 17 let imam v lepem spominu. Ne spomnim se vsake stvari, vsakega leta posebej, lahko pa vse ne rečem, da je bila nočna desetka moj prvi otrok, tako na den način. In preden je dopolnila polnoletnost in naredila skoraj da vse, kar je lahko. Jaz sem kar neki simbolike. Vsi so rekli, da je po 18, sem rekel, mogoče bo, mogoče ne bo. Ogromno lepih stvari bilo, ogromno ljudi je participiralo, ogromno ljudi je tekl, delal. Jaz bom rekel, jaz ne bi bil isti človek, če ne bi 17 let tega počel. Ogromno izkušenj smo pridobili, vsi skozi to, se tudi povezali, prijateljstvo se je sklenil, tudi, bom rekel, intimnih zvez. Jaz se spomnim takrat, ko sem... Skratka, rodovitno. Zdaj si mi dal, vrgu si mi zdaj tole kosti, zdaj bi v tem lahko govoril ure in ure, ampak res fajn. Ampak še zmeraj pa nisi razložil, kako si prišel pa na idejo o bosonogem teku. Kaj te je pa v to zvlekal? A te je samo zanimalo, kako bi to izgledalo? Všeč mi je, to zgodbo rad povem. To zgodbo sem popisal v svoji knjigi, pa povedal je že veliko krat, pa vem, da tvoja populacija, ki tole gleda, pa posluša, mlajša, pa ne ve, niti kako sem jaz začel. Vse je mlajša, ne? Verjetno tudi mlajša, pa starejša, pa vse pomalo. Starejša tudi. No, tiste starejše ste pa gotovo že pozabili. Hecam se, seveda se hecam, jaz pozabim, hecam se. Vse boš to ven izrezal, če ni politično korektno. Leta 2007 smo malo preden sem začel delati prvo nočno desetko oziroma postavljati temelje za njo, jaz sem tisto leto, ko sem postavil prvo nočno desetko s kolegi, tudi zapustil tisto službo, ker smo se poznali, šel na svoje. Ampak takrat smo še delal v Ljubljani, smo imeli pisarne in smo se v petek, približno takole, ko smo mi da zdaj usedli dol po šihtu zvečer v enem lokalu, spili kakšno pivo, kaj podebatirali in šli domov. Tisti večer je šel dež, spili smo pivo preveč morda, ideja je padla, kdo si upa, bos iti teč nazaj do pisarn. To je bilo 1,5 kilometra do 2. Ne bodi len, sem bil prvi med kandidati, pa še en kolega in sva šla. Sezula sva se. To verjamem, da si bil prvi med kandidati. Prvi sem bil zmer. No in sva šla teč bosa 2 kilometra, 1,5 Mislim, itak še danes, če komu razlagaš, ne moreš po asfaltu laufati, bos, to so steklo, kamni, to si boš, ne vem, naredil, ne vem kaj. Ni bilo temu tako, Občutek je bil neverjetno prijeten, zanimiv, stopala so kar naenkrat čutila stvari, ki jih kot tekač. Pa meče naslednji dan? Po tistih 2 kilometrih niti ne, jaz sem imel srečo zmer, ker sem doma dosti pod hribi, da sem veliko hodil v hribe, pa laufal v hribe in skozi to se mi zdi, da sem razvil tudi to rezistenco oziroma mečne mišice toliko, da me ta bosi tek ni
zaradi bolečin v mečih ali pa v hilki odvrnil. In naslednji teden, ne vem, mislim, da smo šli na Bledu, smo šli še enkrat, že isto leto, mislim, da smo tekli 10 bosi, pol tem smo šli na polmaraton v Celovc, bosi, samo od sebe se je razvila, ne, kot hec, dajmo poskusiti, jaz sem se požulil v Sežano, naslednje leto sem šel po tistem kamenju, sem si odprl stopala, da so zadnje 2 kilometra vsi videli, kje sem šel, kje so bili krvavi fleki. Ampak to so zanimive izkušnje, no, potem je sedel prvi maraton na Berlinu. In teh maratonov je bilo kar nekaj bosonogih, ne? Enih 10, mislim, da in to vse v Berlinu? V njim sem jih naredil 6 ali 7, potem v Radencih v Ljubljani, pa na Sladkih 6 sem tudi tekel bosi maraton. Ampak ja, to je bila, jaz ne znam povedati, kot vsak mu rečem, ne poskusi, pa zdaj nisem več evangelist, no, da se razumemo, jaz sem potem delal te delavnice, pa slovenski bosi tek smo organizirali v Kranju, kjer je enega leta prišlo 232 ljudi iz vse Slovenije, tudi iz tujine. Zakaj so ljudje prišli? Ker sam bosonoži takole po vasi te čudno gledajo, če priješ pa med isto misleče, je pa drugače. Res so ljudje prišli, super je bilo. Jaz sem takrat imel tudi te predavanja pa delavnice, ker sem razlagal, da vsak lahko bos teče. Zdaj ne delam več tega, vsak mu dam dovolj informacij, če to hoče početi. Recimo Ivi Hrastovc je sam najdel svojo smer v trail teku in dela ultra razdalje bos. Ampak tega ne moreš povedati, če ne poskusiš. Ne? To je res druga dimenzija. Daj mi povej, ko tečeš, s čim pa interaktiraš z okolico. Ok, koža z zrakom, podplati že z ničemer več, če so podloženi, če si ti bos. Komunikacija, koliko dodatnih informacij gre skozi tebe. O temperaturi, o strukturi tal, o nagibu, o tem, kjer je senca, kjer je temperatura 10 stopinj manjša, o beli črti, o grobem asfaltu. Tukaj pride slogan manj je več v pravem pomenu besede. Tako je, na planu. Tako je. In če vprašaš, kaj je zame meditacija, iti bos teč, recimo, ker pa ne odklopiti vseh čutov, ampak preklopiš pa maksimalno vse čute. In se pravi, vizualne oči, ker gledaš, kam boš stopil, možgane, ki to procesirajo, hkrati pa še vso tisto senzoriko, ki jo dobivaš od stopal gor, da se odzivaš na to, neverjetno, kako je tek kar naenkrat nekaj, kar je daleč od dolgočasnega, če bi kdaj rekel, odklopim se dan slučalke gor, utrim 10 km pa grem domov, tle pa doživljaš, vse doživljaš, v polnosti. In zaradi tega se mi zdi, me je ta stvar tako povlekla, sem jo preizkusil, tudi zdaj še bosonožim, hodim, tečem malo manj, bi bil sposoben, če bi zdaj šel teč 10 km bos. Tudi tukaj, ker so zdaj po tvoji vasi, imam polovičke, že teže maratona se ne bi drznil, ker nisem toliko utrjen. Ti ostane pol, ampak utrjen podplat ali kaj. Debelejša, deva reči, da ostane to. Koža je debelejša, ne toliko trša, vsi mislijo, da je to usnek, pogledaš, da bi lahko orehe s tem trl. Debelejša, to je kot vsaka mišica, ki jo krepiš, tudi koža, podkožna tkiva so močnejša in zaradi tega, no pa drugače stopaš, malo že veš podzavestno, kako koračiti, da si škode ne delaš. Kaj Marko počne poleg tega za sprostitev? Za sprostitev snema podcaste. A te je to zanimalo? Mislim, snemam podcaste, to bi mogla biti sprostitev. Ne, to vem, da je. Meni je snemanje podcastov neverjetna sprostitev, pa pusta pred pa postprodukcijo. Produkcija sama, to, kar zdaj počneva. Ja, to je top, ne? Najboljš. In to z ljudmi, ki jih ceniš, ki jih želiš spoznati, ki jih poznaš, s katerim padeš v tako sproščeno debato. To je najboljša stvar. Postprodukcija pol je pain in the ass, ampak to pač spada zraven, ni problema, to že naredimo. Kaj še počnem? Včasih sem prebral več knjig, zdaj jih tudi rad prebiram, nekaj jih moram po službeni dolžnosti, ker pišem recenzije za tekača, jih pa z veseljem. In strokovno literaturo z področja behaviorizma, tam me zanima pa filozofija zelo,
tudi kakšna politična ekonomija in tako naprej, to rad prebiram, pa romane, take in drugačne. Premalo tega preberem, bi rad več, to počnem za sprostitev. Top knjiga, se lahko že zdaj na tem mestu mogoče omeniš. Kakšno? Top knjigo letošnjega leta ali nasploh, mislim... Poleg tvoje. No, vsi, ki niste prebrali Rojeni za tek, preberite Rojeni za tek, to je nujno, ne? Preberite kakšno knjigo od Samota Rugla, Delaj, teci, živi, za katero sem imel čas še predgovor napisati v 3. izdaji. Sem prebral. Lušna knjiga. Do polovice sem zdaj. Zelo lušna knjiga, recimo. Res je. Predgovor je top. Ne, res je. Hvala, to predgovor bi z izkušnje, ki sem imela samo tam, ravno v Berlinu, recimo. Tako naprej, hvala. Res, take knjige, če smo na tekaški literaturi, sicer pa ne vem, ker moram prebirati knjige od založbe Aktivni mediji, tam so izvrstni romani tudi, zelo rad berem kriminalke, bom rekel. Imamo odlične kriminalke, tudi Slovenci, pa tudi prevedenega čtiva je ogromno. To je recimo ena taka zabava, res rad vzamem knjigo v roke, pa jo v 3 urah predelam na dušek. To mi res, to mi super. Ne? Pa najdeš čas, mislim, 3 mulce imaš, ne? Ki so zdaj že vsi najstniki. So najstniki. Mislim, to je pa malo drugače. Zdaj malo mlajši, sam niso. Ne, so bili, lušten je bilo, lahko rečem, da... Ampak toliko časa za knjige takrat ni bilo. Ne, je pa res, da sem svojo knjigo recimo spisal, je res, da sem jo pisal dolgo časa, ker je bilo to veliko kolumen, pa tega tako naprej, 7 let je vse skupaj nastajalo. Napisal, da ko so bili otroci, še so razmerno majhni, ampak je tudi šlo skozi. Kdaj je bil leto izdaje? 2019, pa že 5 let. Zakret za tek, ne? Zdaj bom, koliko let do naslednje prav 7? Več. Ne, zdaj moram zbrati. Se čtiva, materijala za drugo knjigo imam dovolj. Ampak zmeraj trdim, da ko bom napisal drugo knjigo, bom pa res iskren, toliko pošten in iskren, da bom se pol mogel odseliti v Črnogoro, pa spremeniti ime. Ne hecam se, ne bom toliko iskren. Zdaj ne bojte, ne bom vsega opisal. Spet se hecam, to rad počnem. Ne pišem tudi rad pišem. No, sam si prišel do tega. Se to so mi veš itak. To je sprostitev. V planu te vprašati. Ja. Kako si prišel do pisanja? In se ga oklenil in rastel s pisanjem, ne? A si imel zmeraj slovenščino, pa si pisal tiste svoje prve eseje, tako? To je bilo... Pisal pa neho pisati. Kako je to izgledalo? Kaj sem jaz počel kamulca? Dobro vprašanje. Če bi jaz odraščal v današnji dobi, bi bil tudi, bom rekel, pretirano navezan na mobilne naprave, na telefon, definitivno. Bi tudi jaz drgnil igrce, TikTok in tako naprej, definitivno. Tako kot, ko sem manjši odklon, ko sem paleo dieto promoviral, sem zmeraj povedal to, če bi prav človek imel na razpolago supermarkete tukaj danes, ne bi šel kupiti mesa pa zelenjave, ampak bi šel na cukor pa na krofe. Definitivno. Ne? Tako da tudi jaz, kamulc bi zapadel iste vplive, kot padejo danes otroci, jaz pa drugega nisem imel, kot pa knjižnico v šoli, ne, pa televizijo z 2 programoma, ker ni bilo nič, razen v sredah film tedna, ponedeljni film. Tudi filmofil sem bil, še zdaj rad pogledam dober film, sem škoda, da jih ni več dobrih filmov. Nažalost. No, in jaz sem prebiral, jaz sem potem spraznil tisto šolsko knjižnico, prebral pač vse tiste Vine Tuje, pa Senkijeviče, pa tako naprej. Potem šel pač v srednjo šolo, bral knjige v kranjski knjižnici, prišel pač do čtiva, ki je bilo malo zahtevnejše, tudi do filozofije, do Nietzscheja, pa do Schopenhauera in tako naprej. Mi je bilo to všeč. Cankarja, recimo, sem poglobljeno bral, pa še kakšne ostale slovenske avtorje. Ne vem, več bereš, pa če veliko bereš, se ti širi mogoče tudi besedni zaklad. Ja, zdaj mi je jasno, tudi kje pol pride tak predgovor, ki si ga recimo za Samota napisal, ne? Mislim, zdaj se počutim, da ne napredujem več, ne vem, zdaj, ampak to po mojem, ne vem, je moj problem, da ne napredujem več, ker morda ne berem dovolj,
ali pa, da ne morem več napredovati, pa da, ko pišem preveč komplicirane stavke, recimo, ko sem bral Na zahodu nič novega, se mi zdi, ali pa Komu zvoni, tam noter so stavki tako enostavni, kratki, udarni in tako naprej. In se rekel, jaz bi rad tako pisal in se kdaj moram prav prisiliti, ko pišem kakšen tekst, da ne razvlečem preveč, recimo, ene misli. Včasih je seveda mesto na tem, da ti misel raztegneš. Jaz imam to tudi težavo, kar veliko. Pišeš, razmišljaš in medmete uporabljaš in podredja in tako naprej. Ampak se rečeš, sej ne rabiš biti vsakič Slavoj Žižek, da boš eno misel 15 minut razpletal. Včasih mora biti kratko, jedrnato in več teh misli povezanih. In mi je všeč, ko včasih še zatavam na Facebook preredko, žal, nimam časa, berem kakšna poročila z kakšnih tekov, koga, recimo Petra Macuha rad berem, ker on zelo udarno, jedrnato, sicer dolge tekste piše, ampak v povedih, ki so zelo povedne. In to mi je všeč, no, ta stil pisanja bi rad ukomponiral tudi svoje pisanje, no in skozi to, no, kot vse veš, veliko enega čitanja, pa domišljije, pač, pa neke želje potem, da bi nekaj sam od sebe dal. No. Vse to imaš ti isto, najbrž se pogovarjali prej, nek ta željo, nagon, potrebo po nek vzgib, ki živi po ustvarjanju. Ja. In z tega pridejo. In more tako in drugače vam prijeti. Ja, jaz bi pel, če bi znal. Jaz bi igral inštrument, pa nastopal, če bi znal. Nastopal, evo, predavatelj. To si tudi. A to smo kdaj kakšne težave, ali je to čisto po naravni poti? Greš pred ljudi, pa začneš govoriti. Nimaš težav s tem? Nisem imel ogromne težave s tem. Jaz sem zelo introvertiran, zadržan mladenič, kar noben ne verjame. Ja, dejansko je to res. Ne, se jaz verjamem. To mi noben ne verjame, to razlagam, ampak jaz sem res. Jaz sem bil, dokler nisem prišel v Ljubljano na faks, ker sem ugotovil, da ne rabim imeti respekta pred svetom in pred ljudmi, ker so vsi ostali bistveno večji fejkerji, kot sem sam. To sem grdo povedal, ampak hočem reči, da je tam zunaj nič groznega ni. Jaz sem se prej tega bal, no, in ko sem šel, se spomnim, prvič sem zares nastopil, že v srednji šoli, pa na faksu pred razredom, ampak ti si imela muka, pa sem šel v prvo službo in sem imel tam nek konferenci o logistiki, se spomnim, kaj je že bilo, v enem hotelu smo imeli na Brdu pri Ljubljani, smo imeli neko konferenco, jaz sem imel nek prispevek 20-minutni za raztolmačiti nek PowerPoint za narediti, 200 ljudi bilo, nekih logistov v tisti dvorani, jaz sem bil eden od 5-6 takrat tistega dne, jaz sem bil trd. Trd sem bil. Koliko si bil strd to? Približen. 15 let, 20 let nazaj. 26, ja, točno to. 20 let nazaj. Vsaj 20 let nazaj. Jaz sem bil trd tam, meni je bilo tisto talno neprijetno, ampak sem gotov, da to nič takega. Mislim, gotov. Naslednjič je bilo že lažje. No, in mogoče najtežja izkušnja moja je bila, in to se vidi, nisem posnetku tega ne gledati, ker sem šel na TEDx, ker sem en govor za TEDx o bosonoštvu prav, to je tudi že 10 let, v Kranju bil takrat še ta TEDx. Večer nas je bilo tudi enih 6 ali 8 govorcev, Milena Miklavčič, vem, da je bila za mano, ampak ona je naturalka, ki se tega tiče, pa še neki fantov. In da ti smo imeli pa priprave, in to so bile vaje in tako naprej. In same tiste vaje, pa način, kako so nam organizatorji pač zabičali, kako, kaj smemo, ne smemo, meni je bilo tam totalno neprijetno. Ena mojih težjih izkušenj nastopanja pred publiko, če bo publika, mislim, še to je, ti imaš skoraj da tako, kot tukaj luč v glavo in ne vidiš, no ti auditorij, slišiš kakšnega zakašlja, veš, da je tam 200 ljudi, na te gledajo, tebe gledajo, luč je pa na tebi, in to je bilo zame takrat totalna muka in še zdaj, recimo, če bi zdaj šel, bi bilo drugače, jasno, ampak še zmeraj, neki, jaz vem, da imajo tremo vsi, pa govorim zadnjič sem imel v podcastu, recimo Uroša Buha, ki je izvrsten in izkušen performer, pa mi je tudi rekel, da sej trema je
to je tako, kot treba pred maratonom. Ti moraš imeti respekt do tega, kar počneš. Moraš imeti malo strahu. Če ga nimaš, če reš tja brez, pa ne bo dobro. Ne? Ti moraš imeti malo tistega adrenalin, malo te more... Kar pomeni, da te ni vsem, kaj se bo zgodilo. Točno to. Točen. Ja. Moraš imeti tako, tremo moraš imeti. Ne? In, je pa lažje. No. Je pa lažje, recimo zdaj le bom imel spet neko okroglo mizo, recimo na trailu, dol na obali. Pa vem, da bo ta komunikacija s publiko in z govorci ne bo problematična. Boš povezoval. Tako. Lažje je, z leti je lažje, pa lažje, ker tematiko pač tudi malo poznaš, pa veš, da če se zapleteš, se boš hitreje odpletel. Pa še nekaj, po vseh teh izkušnjah te pomagajo, po vseh maratonih tudi veš, tako bo težko, boš pregrizel, pa pol bo lažje. Kar ti ne jemlje pač užitka od tega, da ne bi še poskusil, je pa lažje. Je pa lažje, tako, ne vem, ko se 57 000 skregaš s svojimi najstniki, 57 000, prvič je lažje, oziroma se bolj nazaj potegneš, včasih še izbruhneš, včasih ne veš, malo bolj razumeš tematiko, lažje je, bolj si sproščen in jaz bi tudi na enem takelem intervjuju pred 10-15 leti najbrž drugač funkcioniral, da sem majčkeno bolj sproščen, freh, pivo pijeva, govorim kakšno treparijo, povem vmes, ampak se v bistvu ne sekiram več zaradi tega. Če bi šel v času nazaj, pa svojo 25-letno verzijo srečal, ali pa 20, kaj bi mu rekel? Kaj bi bil tvoj nasvet njemu zdaj? 25-letniku, samemu sebi. Na poti na faksejo, okrog 20 pol reca. V bistvu, bi mu takrat plačal štartnino za berlinski maraton, pa bi rekel, leta 99, septembra, se used na vlak, pet v Berlin, v petek, oziroma v soboto, nedeljo odlaufej, maraton v Berlinu, karti duša da, tako, se used na vlak, pa priti nazaj, pa bo videla, kot je šlo. Moče edina stvar, ki bi jo takrat res mogel narediti tisto sezono, je odteč, recimo, zdaj se sliši, da mi žal, ampak hočem reči, takrat bi rad bi videl, kje je moj plafon, ta maratonski, ker vem, da to ni bil moj maksimum, ker v Ljubljani sem bil pripravljen za 2:48, zakaj 2:48, ker je to ravno 2:48, po 2:48, ker je manj kot 4 minute na kilometer. Magična meja za številke, sem bil zmer saker, zmer me je nesel to, zmer, še zdaj me, zmer sem na to simboliko usekan v vsakodnevnem življenju tudi v teku. No, zato sem naslovil podnaslovil svojo knjigo 42 nasvetov osnovnega viteza, 42 maraton in tako naprej, 42. Ena od knjig, če sva že Isaac Asimov, oziroma lažem, Štobrski vodnik po galaksiji, je ena mojih ljubših knjig, in noter je, bral si to knjige? To pa nisem, ne. No, noter se pojavi tudi poglavje, ker vprašajo pač, recimo, Boga ali pa stvarnika vesolja, kaj je, se pravi, odgovor na vsa vprašanja. Ultimativni odgovor vesolju, in ko on mele tam, oziroma tisti mega stroja, ko je že roboti smele, tako on zdaj odgovor 42. 42 je odgovor na vsa vprašanja v vesolju, ampak, ko je on to pisal, on niti ni bil maraton, zdaj bi to s tem povezal, ampak jaz to rad uporabljam, mislim, da sem še to v knjigi uporabil večkrat. To simboliko, če odgovor na vsa vprašanja 42, je maraton odgovor na vsa vprašanja v vesolju, tako da mi maratonci imamo odgovore na vsa vprašanja. No in evo, to je mogoče stvar, ki bi jo, in zdaj sem spet razvlekel to misel, ko sem šel okrog. Slavo je Žižek bil ponosen name. Edina stvar, ki jo nisem nikoli mogoče še ugotovil, kje je moj maratonski plafon, recimo zdaj ne bom več, in
to bi tisto leto še naredil, šel na en maraton, res hiter maraton v tujino in ga odtekel tam na vso moč in se danes hvalil tle, da sem pač, ja, maraton. Da si 4 minute boljši od Da sem Laufa. 4, noro, kjer mu danes mara, ne. A smo smešni, a Če ni na stravi na vela, A nismo tako da, smešni, ja, ne? res smo smešni. Ja, Smešni smo do konca. smešni. Ampak je pa hecen, to je pa tako hecen, ta šport je. Tako da, ja. Ej, tvoj najljubši citat za finiš. Ali pa neko življenjsko napotilo, ki ga sam tudi upoštevaš. Redno. Jaz sem ga na svojem blogu sem napisal daljši švedski pregovor, ki ga zdaj ne znam na pamet. Ne znaš na pamet? Ne, ker je, Seveda, vse ga imam napisanega. no daj ti ga povem. Boj se manj, upaj več, jej manj, žveči več, pritožuj se manj, dihaj več, govori manj, povej več, sovraži manj, ljubi več in vse dobre stvari bodo tvoje. A si to mislil? David, kocine mi grejo po konc. Kocine mi grejo po konc. A je to super? To je to. Oziroma, na kratko povedano, manj je več, oziroma še ena stvar, ki jo res povem, pa je sovražijo tako otroci, pa še kdo, ki me pozna, potrpljenje je božja mast. A ne? To je to. Preveč se pritožujemo, preveč smo nestrpni, dajmo si ga vzeti malo bolj na izi. Ja, treba je gareti za vsako stvar, treba malo potrpeti, pa ni, če ni vse tako, kot misliš, da bi moralo biti. Življenje je lepo, življenje, pejte ven, laufat, pejte. Jaz v življenju, kaj bi si želel, recimo pa veliko potujem po svetu, tudi preko službeni dolžnosti, videl sem že pol sveta, pa vsakič raje se vrnem domov in če mi je kdo rekel, ne vem, hočeš $1 milijon, ali to, da je zdaj en lep popoldne, pa da imaš še naslednjih 20 let šanso iti na svoj storžič, gor 3-krat na leto, ne vzame $1 milijon, vzamem to. No. Mi to, bom rekel, toliko večje zadovoljstvo, pa radost, pa sreča, ne. Prej so se pogovarjali o sreči, recimo, da je sreča pa zlorabljen termin, izpopolnitev življenja bistveno večja, tako da male stvari, saj sam veš, pivo s prijateljem je lahko včasih neprimerno boljš kot to, da, ne vem, si sklenil pa zdaj posel za, ne vem, 20 ur in tako naprej. Tako da, male stvari, pa čim dlje, no, pa dobri ljudje, pa tek, pa... A si tam že laufal? A greš z nami? Vabiš me na Moravče, Ja, smo v teku, veš. zgodaj je še en, danes sva spila že pivo, tako da zdaj mi ni več za tek, pa enkrat pridem v Moravče, koliko je 4 kilometre krog? Ja, okrog Drtiščice bomo zlaufali. Danes. Ali si mislil Gradiško jezero? Ne vem, Gradiško- 2 trasi imamo, Ja, za enkrat. pa to ste vi, ste To je Drtiščica dol, da stoje. Center Moravč, da je reči, Gradiško jezero je pa pol, je pa malo v Lukovci, malo je pa v Moravčah, ampak tam tudi laufamo. Obe so super. Ogromno vas je, ne. Vi ste ena taka zanimiva sredina, ki me spominja na kakšne sredine, ki sem jim pripadal pred leti in iz tega se rodijo dobre stvari. Vse, ne? Ja. Se že, ja. So se že, pa se še bodo, no, tako da... Smo z veseljem zraven, ne, veš, mislim, z veseljem pri stvari in dokler je to tako, je super. Meni je všeč, no, ker skozi svojih 32 let tekaške kariere, ne, sem videl že ogromno družb, društv, skupin ljudi, ki so vzniknile, nastale, ustvarile v neko marsikaj, zanimive zgodbe, potem tudi se razpustile, šle, postarale kakorkoli in me najbolj veseli, da recimo nastajajo nove zgodbe, kot je vaša, recimo, ne, ker neki mladi zagrizdenci pridejo, pa imajo cel kup idej, pa bodo organizirali to, pa bodo zirali ono, pa bodo, spravili cel kup ljudi, recimo v... Vabljen si na tek na Limersko goro, jo. 10. 11. Naslednjo nedeljo. 10.11. Ja, naslednjo nedeljo je to. A tale pogovor bo šel prej ven? Bo. Zdaj, kakšno stavo bi mogla dati. Jaz te nebe ne morem prehteti na Limersko goro, kjer ga lahko prehtim. Tonija Brodarja. Če njega ne je bela cesta, ker vam preveč trenirati. Ti sam prid, pa bomo tam se vse zmenili. Tudi kandidatov boš me dobro, šlo zberu. Za prehteti, župana bom prehtel, evo. Če prehtim župana, Evo, mi današnji host David Koprivšek da za pivo. Absolutno. Evo, roka. Ej, hvala ti lepa. Hvala za vabilo. Še kdaj.
Še kdaj? Moče tudi v obrnenih vlogah. Ajde. Čau! Čau, čau.